Da bomo uspešni pri reševanju nalog iz pravilne štiri strane piramide, moramo dobro poznati Pitagorov izrek za te pravokotne trikotnike, ki se v tej piramidi pojavljajo. Če si pogledamo moder pravokotni trikotnik, vidimo, da je ena kateta polovica diagonale osnovne ploskve, druga kateta pa je višina piramide. Hipotenuza je stranski rob te piramide. Poglejmo si sedaj še rumen pravokotni trikotnik. Ena kateta predstavlja polovico osnovnega roba, druga kateta prav tako višino piramide. Najdaljša hipotenuza je pa tukaj stranska višina oziroma višina stranske ploskve. No, zdaj si pa poglejmo še vijolični trikotnik. Ena kateta predstavlja ravno tako polovico osnovnega roba, druga kateta je pa višina stranske ploskve oziroma stranska višina. Medtem ko je hipotenuza tudi v vijoličnem trikotniku, tako kot v modrem, stranski rob piramide. Tukaj vidite, sem že načrtala 3 skice pravilne štiri strane piramide, v katere si bomo vrisali 3 različne pravokotne trikotnike, ki smo si jih prej že pogledali na modelu. Prvega, ki ga bom načrtala, je tisti, ki je v prejšnjem modelu predstavljal modrega. Poudarim si torej lahko polovico diagonale, ki je tukaj narisana še črtkano. In pravi kot imamo tukaj. Ter sedaj še obarvamo trikotnik. Tako še enkrat poudarim pravi kot in lahko tudi spodnjo kateto. Če si torej označimo, tukaj imamo stranski rob, tukaj imamo višino in tukaj imamo diagonalo polovic. Za diagonalo vemo, da jo lahko zapišemo oziroma izrazimo tudi z osnovnim robom a. Diagonala je namreč a krat koren iz 2 v kvadratu polovic. Tako da bomo kar to upoštevali tudi v zapisu Pitagorovega izreka za prvi pravokotni trikotnik. Torej, s hipotenuza na kvadrat je višina na kvadrat plus polovica diagonale, ki jo nadomestimo kar s tem. Torej, a krat koren iz 2 polovic, vse skupaj na kvadrat. To je zdaj prvi Pitagorov izrek v pravilni štiristrani piramidi. Poglejmo si zdaj drugi trikotnik. V modelu je bil rumen in kateti sta bili polovica osnovnega roba, ki ga moramo tukaj še dorisati. Tako, to je od razpolovišča do presečišča diagonal, ter stranska višina, ki jo moramo tudi še dorisati. In to je bil torej naš rumen pravokotni trikotnik. Tudi tukaj ga obarvamo. Označimo pravi kot. Ta je med polovico osnovnega roba, torej ta spodnja kateta je a polovic, druga kateta je višina, ter hipotenuza je stranska višina oziroma višina 1. Če torej tukaj zapišemo Pitagorov izrek, višina 1 na kvadrat je enaka torej višini na kvadrat plus kvadratu polovice osnovnega roba. Poglejmo si še tretji pravokotni trikotnik. To je bil pa vijolični in sestavljen je bil iz katet, ki sta bili polovica osnovnega roba, stranska višina, hipotenuza je bil pa stranski rob. Torej, tudi tukaj potrebujemo razpolovišče in stransko višino ter pravi kot in si obarvamo ta trikotnik. Tako vidimo torej, da je kateta a polovic, druga kateta je stranska višina ter hipotenuza je tudi tukaj stranski rob piramide. Torej, če ponovno še za tretji pravokotni trikotnik zapišemo Pitagorov izrek, imamo pa stranski rob, ki je hipotenuza, je torej višina
višina 1 na kvadrat plus a polovic na kvadrat.